Danes v Kočevju spoznavamo prav poseben eksperiment deljene mobilnosti. V Kopru pa spoznamo človeka, ki starim žabam dahne novo, tokrat električno življenje. No, zapeljemo pa Fiat Tipo Cross in Dacia Jogger. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V Kočevju so zagnali prav poseben projekt, pravzaprav eksperiment, s katerim bomo lažje stopili na pot razumevanja tega, kakšna bi lahko bila deljena mobilnost jutri. In ta se začne pred domom. In vsekakor, ta ni samo v mestu. No, so pa zelo pomembni trije deležniki, brez katerih ta deljena mobilnost ne bi bila mogoča, in sicer Društvo Sopotniki, Občina Kočevje in Toyota. Ti trije so ključni za oblikovanje ekosistema, ki je podstat za to, da se bo nova mobilnost v resnici pri občanih lahko prijela. In še zlasti v Kočevju, ki je najbolj razseljena slovenska občina in je to en zelo dober izziv. No, imamo avtobus in imamo taksi. Pri avtobusu seveda moramo mi sami naš urnik prilagoditi fiksnemu voznemu redu avtobusa. V drugem primeru pri taksiju pa taksi svoj vozni red prilagodi našim potrebam. Na vmesna pot so recimo kombi, prevozi, ki nimajo fiksno začrtane vozne poti, ampak se moramo prilagajati večjemu številu potnikov. Aplikacija zbere potrebe svojih potnikov in potem aplikacija samodejno skalkulira, katera pot bi bila najhitrejša, najbolj optimalna, najbolj tudi stroškovno učinkovita in potem po tisti poti kombi pelje. Ampak seveda v San Franciscu je to razmeroma enostavno ponuditi. Tukaj sredi kočevskega pragozda pa je bistveno težje doseči, da bo zares funkcionirala. Ampak sopotniki so Toyoti rekli go, torej gremo. Najprej osnove. Govorimo o aplikaciji Toyota Go, govorimo o dveh Toyotinih kombijih, ki kočevarje prevažata od vrat do vrat kot souporaben taksi. Govorimo o storitvi, ki jo financirata občina Kočevje, rezervirala je 30 000 evrov svojega proračuna, in pa Toyota, ki skrbi za delovanje storitve tako v digitalni obliki kot v tisti s 4 kolesi. Seveda je bilo moje prvo vprašanje, kako je lahko ta storitev sploh rentabilna. Že v teoriji, kaj šele v praksi. Ker seveda tukaj na deželi je bivanje brez avtomobila izredno težko. Namen projekta nikakor ni, da bi mi od tega kaj zaslužili, ampak je, da bomo zagotovili življenje ljudem čim bolj primerljivo urbanim centrom. Če si nemobilen, si v marsičem omejen v načinu življenja in to je tisto, s čimer se na podeželju izdatno srečujemo. Na žalost, vedno več starejših ljudi ostaja doma, bom grdo rekel, pozabljenih in niso več integralni del naše družbe, kar pomeni samo, da smo kot družba, kot celota, po mojem mnenju, v tem segmentu zelo odpovedali. Kolikšen je v bistvu potencial, če se osredotoča samo na starostnike pa na osnovnošolce oziroma na najstnike? No, jaz mislim, da je velik potencial. Če bi dosegli številko 1000, bi dosegli nekje okrog 30 do 40% vseh starih in mladih, ki bi tak sistem potem uporabljali. Sam mislim, da bi v tem smislu potem dosegli tako imenovano točko break-evena oziroma bi imeli toliko prihodkov, da bi vsaj te izdatke v veliki meri pokrili oziroma bi bil izpad iz proračuna minimaliziran. 3,5 € stane pot, ki je dolga 25 km in več. Ampak kaj pomeni zdaj ta več? A to pomeni, da grem jaz lahko tukaj iz Kočevja v Ljubljano za polovico cene, kolikor stane avtobus ali pa vlak. No, takšno razmišljanje pomeni, da ne zastopam prav nič. Seveda ta aplikacija deluje samo na ozemlju občine Kočevje. Aplikacija seveda pove, da nas drugam sploh ne more priti iskat oziroma peljati tja. Ker gre iz proračuna občine Kočevje, želimo to storitev ponujati znotraj občine Kočevje, ker oni so tisti, ki so davkoplačevalci v naši občini. V bistvu se ta aplikacija ne bi smela imenovati Toyota Go, se pravi Toyota Gorica, ampak Toyota Co, Toyota Kočevje. No, verjetno lahko pričakujemo, da bomo v prihodnje imeli Toyota Go Kočevje, Toyota Go Ribnica, Toyota Go še kakšno drugo slovensko mesto. Ampak kje se dejansko lahko peljemo po občini Kočevje? Ja, recimo lahko gremo do takšnega
parka za gorska kolesa. Rada bi se znebila četrtega avtomobila. Živim v dvostanovanjski hiši, se pravi s svojimi starši, in imamo, moj sin ima svoj avtomobil, mož in jaz imamo vsak svoj avtomobil in oče z mamo tudi enega. Delava od 6. zjutraj do 6. zvečer dela on in obratno, jaz pa od 7. do 3. In enostavno, ali je bilo treba vstajati mnogo prej, da sem ga peljala v službo, da sem lahko potem jaz šla in potem smo se skozi vozila. Potem je sin si ne morem pomagati. Prvo v 18-20 letih ima pač svoj avto, ker ga uporablja itak še za vse ostale stvari, da ne rabi mame skozi prositi, kaj bi. In tako se je nastalo. Tako da zdaj s Toyota Go imam možnost, da ne rabi on vstati, jaz ne vstati in bom prišla v službo, tudi če me predvsem zunaj zebe normalna. Potem bom pa upam, da uporabila kolo in bom šla domov popoldne še malo nekaj naredila zase. Glede na to, da se ukvarjate z dogodki, kaj taka storitev pomeni za vas? Imamo percepcijo ljudi, da morajo parkirati pred hišo, če se da pred vhod. In najbolj stokajo ljudje, ker morajo priti z sosednega parkirišča do hiše, recimo, kjer zdaj stojimo. Vedno sem govorijo, koliko bi moglo biti do vrat. Tako da sem vesela, tlele pa boš pripeljan do vrat in tudi brez muke boš šel domov, brez da bi karkoli razmišljal. Kar se dogodkov tiče, vsi starejši ljudje enostavno jih pripeljajo mlajši. Tako da iz naslova tega, da si v bistvu pripeljan do vrat, je za dogodek nekaj dobrega, jaz upam, da bomo samo znali uporabiti. No, vrnimo se k bolj vsakdanjim potrebam. Ker službe niso do 3 in babi servis ni vedno na voljo, je ta storitev zdaj kot nalašč za rešitev naših problemov. 3-krat na teden imamo trening košarke, ob 3:30 popoldne in ta odhod iz moje službe domov in potem nazaj v Kočevje terja 45 minut. Živimo v eni izmed bližnjih vasi in je prevoz z avtom skoraj da vedno obveza. Kaj je problem z avtobusom? Ni redne linije iz tega kraja, kjer mi živimo, do centra mesta. Bolj je enostavno, pride pred hišo iskati otroka, ga odpelje na mesto, kamor mora iti, kot taksi. Taksija ni tukaj v Kočevju? Ne. Ubera tudi ne? Ne. Povejte mi kakšno vašo skrb kot mama pri uporabi te storitve. Ne bom rekla, da poznam te fante, ki vozijo, ampak poznam izvajalca te storitve, ki je lokalni izvajalec, prihaja iz domačega kraja, torej iz kraja, od koder mi izhajamo, in je to zaupanje 100%. Aha, se pravi, če bo kaj narobe, boste šli soseda za uho. Skoraj, ker je res sosed. Poanta tega projekta torej res ni, da je to samo še ena aplikacija za vse tiste novodobne uporabnike novih mobilnostnih storitev. Tukaj gre res za zadovoljevanje potreb in da gre res za potrebe, dokazuje že samo dejstvo, da je prevoz treba naročiti vsaj 1 uro pred samo vožnjo. Nekako res v tem primeru lahko rečemo, da je to dajanje nazaj družbi, tako z vidika občine, kot tudi z vidika avtomobilskega prodajalca. A8 je Audijev paradni konj. S takšnim avtomobilom premijska znamka upraviči svoje mesto med elito. Leta 2017 smo pozdravili 4. generacijo. No, zdaj pa je napočil čas, da na slovenske ceste pospremimo njeno prenovljeno različico. Ena izmed komponent sodobnega avtomobila, ki je bila v zadnjem času deležna zares močnega razvoja, so nedvomno žarometi. In tako je tudi A8 po 5 letih prejel še naprednejšo tehnologijo. Zadnji žarometi so tako odslej serijsko na voljo v OLED tehnologiji in tudi pametni so. Ob nevarnosti naleta namreč zažarijo vsi njihovi svetilni elementi. No, še precej bolj napredni pa so novi prednji žarometi. Audijev digitalni matrični žaromet namreč tvori kar 1,3 milijona mikrozrcalc, ki svetlobo razdelijo v majhne točke, s tem pa omogočijo večjo natančnost krmiljenja žarometa.
Gre za en podoben način, kot je videoprojektor, ki ga poznamo recimo v domači uporabi, ko da vam v bistvu nek svetlobni tepih dela pred vami, tudi označuje vam, kje se kolesnice bojo nahajale v naslednjih sekundah. Tukaj pa lahko vidimo, gre za neko asistenco pri raznih zožitvah cestišča in podobno. Se ta svetlobni snop prilagaja temu in v bistvu opozarja uporabnika na to, da prihaja neka zožitev in potem po potrebi tudi, če je treba, utripa in uporabnika opozori na to, da gre za preozko cestišče, kjer v bistvu se z vozilom ne bo dalo peljati mimo. Kakšna pa so pričakovanja v Sloveniji? Ker delimo nekje na dve vrsti kupcev, pri tistih, ki pretežno vozijo sami, pri teh se večinoma odločajo za krajšo različico in pretežno še vedno kar za dizelski motor, ker delajo ogromne kilometre. Po drugi strani pa, kar se tiče teh bolj za protokolarne namene, tam pa absolutno je prevladujoča podaljšana različica in pa seveda tudi bencinski motorji so tam toliko bolj iskani. Ena od novih modnih besed pri načrtovanju in razmislekih o tem, kakšna naj bodo mesta prihodnosti, je 15-minutno mesto. Gre v resnici za nekoliko obrnen miselni tok o sicer že starem in znanem problemu zadnjega kilometra. Ideja je tudi tu sila podobna in sicer, da imamo ljudje vse za življenje potrebne stvari na dosegu kratkega sprehoda, kolesarjenja ali vožnje z avtobusom. Govorimo torej o decentralizaciji, o tem, da postane lokalna skupnost samozadostna in to je pravzaprav koncept, ki ga je Slovenija že poznala tam v 70-ih letih, ko so o tem naši strokovnjaki predavali tudi tistim v skandinavskih državah. Eno od ključnih vprašanj danes zagotovo je, zakaj se mesta bolj intenzivno ne ravnajo po naših spremenjenih mobilnostnih zahtevah. Več kot očitno je, da čas preživeti v kolonah ni več sprejemljiv, da želimo spremembe. Odgovor na to vprašanje morda najdemo v drugem vprašanju. In sicer, kako in zakaj se je lahko zgodilo, da smo tako dolgo časa pustili, da so se mesta oblikovala povsem po meri avtomobila. Zagotovo zato, ker je avto nam, posameznikom, močno dvignil udobje in življenjski standard. Po drugi strani pa močno motiviral celo gospodarsko vejo, pa tudi državo. In ko torej iščemo odgovore na vprašanje, kaj bi nas lahko peljalo k drugačni mobilnosti, bolj zeleni, bolj trajnosti, moramo v resnici najti vse te tri deležnike v novi vlogi. Nas kot uporabnike, gospodarstvo in državo. Zato je tokratni kočevski primer tako zelo zanimiv. Toliko plusov že dolgo nismo dobili v enem samem avtomobilu. I believe that very soon will happen that somebody will decide that we can't ride this beautiful car on the road. I was shocked. They made a fantastic job. Toliko plusov že dolgo nismo dobili v enem samem avtomobilu. Namreč govorimo o avtomobilu, ki ima 7 sedežev, ki je zelo prostoren, se pravi, bo cela družina lahko spokala vse, kar rabi na izletih ali pa celo na dopustih. Govorimo tudi o avtomobilu, ki je terensko štrapacen, se pravi, se ne ustraši makadamskih voženj, pa tudi na asfaltnih cestah in celo na avtocesti pokaže kar spodobne vozne lastnosti. In po vrhu gre za avto, ki je cenovno dostopen. Govorimo o Dacia Jogger. Torej, te začnimo kar s tema dvema sedežema. Seveda gre za zadnja sedeža v avtu in za razliko od drugih 7 sedežnikov pri Dacia Jogger zadnja 2 sedeža lahko vzamemo ven iz avtomobila. Ne poklopimo jih v dno prtljažnika kot pri drugih avtomobilih. Verjetno so tisti bolj iznajdljivi avanturisti že začeli kalkulirati, kako bodo tega joggerja spremenili v spalni avto.
ima ta avto res zelo dolgo medosno razdaljo, no to se med vožnjo zelo čuti. In prav to nas je spomnilo, da ta avtomobil ni nadomestilo za enoprostorskega lodžja, ampak za tistega nekdanjega Logana MCV. Namreč v ovinkih se ta avto obnaša povsem enako, kot se obnašajo tisti podaljšani Mercedesovi karavani, tisti, ki jih uporabljajo reševalci. Kar se opreme tiče, tu je funkcionalna oprema. Recimo imamo elektronsko ročno zavoro, imamo avtomatsko klimo, imamo klasičen tempomat, nimamo pa recimo tiste šminke, ki jo ponovadi dobimo recimo s tistimi animacijami v digitalnih merilnikih. No, tukaj so klasični merilniki, ki pa povsem v redu delujejo. In tale Dacia infotainment je praktično zelo enostaven, ampak seveda, sej praktično vsi uporabljamo ali CarPlay ali pa Android Auto. Turn left onto Dornarsgatsé, stop. A je varčen, se sprašujete? Naj vas spomnim, gre za litrski bencinski trivaljni turbomotor, ki ima opravka s kar velikim avtomobilom, z veliko nosilnostjo za 7 potnikov. Menimo, da je poraba 8 litrov kar nekako sprejemljiva v tem primeru. Avto ima sicer samo ročni menjalnik, se pa obeta hibridni pogon naslednjo leto. Ta avtomobil so mnogi res čakali. Kazalo je že, da je svet avtomobilizma povsem pozabil na tiste kupce, ki so se pripravljeni odreči nekaterim modernim priboljškom, zato da bi dobili nekaj tistega, kar dejansko pride prav v prostem času in vsak dan. In Dacia torej zdaj nekako rešuje situacijo in v dobi, ko so avtomobili se močno podražili, je pripeljala pravzaprav praktičen, optimalen avtomobil za manj kot 20 000 evrov. Pomlad je tradicionalno rezervirana za delo na vrtu, pomladno čiščenje doma in servis avtomobila, oziroma da poskrbimo, da je vse tako, kot mora biti. In ne samo pranje podvozja po zasoljeni zimi, ampak tudi pregled vitalnih delov. In tu imamo danes poudarek na jermenu. Prepustite to strokovnjakom. Če bi izbirali moški, kaj bodo nosile dame, bi verjetno izbrali takšne ali še bolj mrežaste. Dame imajo rade tudi takšne z vzorci. A kruta resnica je, da so najboljše povsem običajne. No ja, bile so. Pričevanja pravijo, da si je bilo včasih v avtomobilih mogoče pomagati tudi z ženskimi najlonkami. Že v 10 let starem avtomobilu to ni več mogoče, še manj pa v novih avtomobilih in seveda govorimo o pogonskem jermenu. Sami si torej ne moremo pomagati več, zato se sama od sebe postavlja vprašanje, moramo biti na pogonski jermen pozorni tako kot na zavore in gume? To ni možno, zato ker jermen je pred očmi skrit. Za jermen je predvideno približno nekje 100 000 kilometrov ali 5 let, da se ga zamenja. Torej bo mehanik na polovici, se pravi približno 50 tisočakih, snel pokrov dol in pogledal jermen, v kakšnem stanju je. Seveda pa rečeno velja za povprečnega voznika. Kaj pa, če način uporabe avtomobila odstopa od povprečja in kdo to sploh so? Nepovprečni uporabniki, vseovniki uporabljajo avtomobile v posebnih pogojih, kot je na primer prah. Prah kvarno deluje na jermen, ker abrazivno uničuje njegovo površino. Drugi taki primer so avtomobili, ki dolgo stojijo na mestu, jermen zastara, kljub temu, da miruje. Tretji primer so pa tisti, ki uporabljajo avto na kratke poti. Avto na kratkih poteh dela večinoma na mestu, opravi število ur, na kilometr števcu se pa to ne pozna. Če je zadeva tako kočljiva, lahko jermen preventivno, še predno bi mogoče bilo prepozno, zamenjamo kar sami? Ne, nikakor ne. Sodobni avtomobili imajo fazo postavljeno zelo natančno zaradi emisijskih direktiv. Zobata kolesa so na odmični gredi pritrjena brez voznika, se pravi, nimajo točnega položaja, zato ker novi jermeni niso vsi čisto enaki, obstaja raztros in motor zaradi tega ne bi bil točno v fazi. Za konec pa opozorilo, kaj se lahko zgodi, če jermena pravočasno ne zamenjamo? Če jermena ne zamenjamo in se ta strga, lahko nastane zelo velik problem, ker
je vse odvisno od hitrosti, pri kateri se to dogaja. Če se to zgodi pri nizkih hitrostih, pol bomo pokrivili kakšen ventil. Če se pa zgodi to pri visokih hitrostih, potem pride do totalnega uničenja motorja. Tega pa si seveda ne želimo, ker je lahko cena takšnega popravila morda celo višja od celotne vrednosti avtomobila. Na prste ene roke lahko preštejemo tiste avtomobile, ki so ob svojem prihodu na trg svet tako stresli, kot ga je recimo Citroën DS. S tehnologijo je za več 10 let presegel vse, kar se je takrat pojavilo na salonu avtomobilov in svojo obliko zaznamoval vse, kar se je premikalo v prihodnosti. In škoda, da takrat še ni bilo Instagrama. No, DS velja za enega najboljših industrijskih dizajnov, kar se avtomobilov tiče 20. stoletja in lepota oziroma romantika na 4 hidravlično vzmetenih kolesih, ki je pri nas dobil ime Žaba. In v Kopru smo našli ekipo strokovnjakov in entuzijastov, ki so to Žabo spremenili, da zgleda še bolje, predvsem pa, da se pelje na elektriko. My name is Bratislav Bata Anđelković. I was born in Serbia. From 1998 I live in Belgium and I come from Belgium in Slovenia. I am a professional restorer for old-timers, and the last 20 years I restore many models of Citroën DS, my first love, many Rolls-Royces, Bentleys, Aston Martin, Jaguars, Mercedes. When you call Bratislav Anđelković and you do some special work, I need to be 5 times better than any John, than any Pierre, than any Hans, and to be in same level. Avtomobilski restaurator takšnega kova sicer še obnavlja tudi Rolls-Royce, a zadnja leta v njegovi delavnici sredi Kopra igra predvsem francoska glasba. I decided to be here in Koper because it's Koper only on one of 6 towns in the world where was produced Citroën DS, where was produced many Citroën. And this is why I come here in Koper, because of Thomas, because of Simos. We have history. And I bring now Chaperon in Koper to produce in Koper only in the world. Torej, današnja zgodba ne govori o običajnih Citroenih, ampak o tistih najdražjih. What is the price of this rusty piece of metal? You will be shocked now. Original Chaperon in that condition cost 80,000 euro. You can imagine. That's why later it costs 250, 400,000 euro when restored. Because this is a piece of history. Seveda takšen kos rje ne sodi na cesto. Od stare luksuzne Žabe zato ostane samo še tisti bistveni del, ploščica z označbo. Citroën je model DS19 predstavil leta 1955 na avtomobilskem salonu v Parizu. No in takrat se je zgodil rekord. V času trajanja avtomobilskega salona, se pravi v 10 dneh, so takrat pobrali rekordno število naročil. Kar 80,000 obiskovalcev tega salona je takrat ta model zaaralo, kot rečemo. In ta rekord je Citroën držal do leta 2016, ko je večje število naročil pobrala Tesla z modelom 3. In seveda Tesla, pojem električnega avtomobila, nas pripelje tudi do današnjega akterja te zgodbe. Namreč tudi Cabrio DS je električni avtomobil. I believe that very soon will happen that somebody will decide that we can't drive this beautiful car on the road. And that's why I want to keep this car on the road like electric car. So we can give new life for this car, for this beautiful design. Could we say that electric restoration, this is some trend? Definitely that's trend. You can see this trend in England. Everywhere they produce, they change Jaguar, they change Rolls-Royce, Bentley, everything goes now in electrification because they want to protect that car to drive many years. Sej, za to pa gre. Avto je za voziti, ne za gledati. Many people who keep that car like treasure and they don't like to go on street. They are so proud on this work, on that car, and they are jealousy for other people if they touch or scratch something, do something other with that car. We produce daily drive car.
will be problem with carburetor, leaking somewhere oil. No, our car haven't that kind of problem. If you can recharge your battery, of course. This modern technology, does it affect the price? By contract, we need to keep the price the same like original Chaperon car. Good restored, very good restored original Chaperon car. So our models can be 250,000 euro till 490,000 euro. Henry Chaperon je svoje luksuzno opremljene Citroene želel imeti oblečene v boljše usnje. Usnje, ki ga je naročil pri slovitem angleškem usnjarju Connelliju. S tem je seveda želel jasno poudariti, da so njegovi Citroeni DS primerni za elito. In prav enak pristop ubira tudi recimo znamka DS, ki nekako izbira najboljše materiale, da res pokaže, da te avtomobili res niso več samo navadni Citroeni, ampak nekaj novega. Pravzaprav je zelo presenetljivo, da DS-i nosijo oznako DS, ne pa recimo Chaperon. Ampak kaj dejansko res pomeni DS v današnjem svetu, pravzaprav najbolje zaokroži misel kar našega današnjega sogovornika. When Citroen decided that they will build a brand DS, I was shocked because they produced first small car, what haven't any connection with Model DS. And this is for me really like restorer and somebody who loved the Citroen DS. That was really shocked. Now I'm really respect this brand. And they made fantastic job with bigger car. This is absolutely, and it's a more Citroen than Citroen now. Pri 1.200.000 osebnih avtomobilov registriranih v Sloveniji in 2 milijonih prebivalcev je jasno, da smo se v 50 letih intenzivno avtomobilizirali in s tem oblikovali našo mobilnost in družbo povsem po meri avtomobila. Razgradnja iz te oblike mobilnosti v nekaj drugega bo zagotovo dolgotrajna. Projekti, kot smo jih spoznali danes, pa ključni za tlakovanje poti do tja. No, nekaj še lahko pomaga pri tem, da se odpovemo svojemu avtomobilu oziroma iščemo druge rešitve. To so kakšne krize ali pa novi energenti oziroma nove tehnologije. Nove tehnologije bomo spremljali v oddaji Avtomobilnost, za krizo pa upamo, da ne pride. Tako da bomo mirni spet v naslednji oddaji, ko vam pokažemo nekaj novih avtomobilov in dobre tematike. Spremljajte razširjene teme tudi na našem YouTube kanalu in se vidimo naslednjič.